Kocka je padla in nekateri so to zelo boleče občutili. Rezultat je neugoden, gotovo. Pričakovali smo več. Je pa rezultat, oziroma opozoril bi, da poleg rezultata obeh posameznih kandidatov je izid teh volitev tudi zelo nizka volilna udeležba. Se je bilo upati, da bodo mogoče te protesti, ki so se odvijali ta teden na ulicah, pognali ljudi na volišča, ne pa imeli, kot kaže, imeli prav nasproten učinek. Je takoj po objavi rezultatov potožil član volilnega štaba na volitvah pogorelega Danila Türka, Igor Pribac, in s tem najbrž nehote izdal skrbno varovano skrivnost strategije in taktike Türkovega volilnega štaba. V imenu izvenparlamentarne levice je analizo izida volitev podal predsednik stranke Zares Pavel Gantar, ki je dejal: Ne moremo se izgovarjati ne na vreme, ne na kaj drugega. Pričakovano je Pahor z delovnimi brigadami pridobil naklonjenost slaščičarjev, gozdarjev in mlekaric. Gantar je s tem dal jasno vedeti, kaj si misli o volilno-opravilni sposobnosti državljanov, za katere se sicer naša tako imenovana levica navidezno zavzema. A kaj hočemo? Med volivci je pač več slaščičarjev, gozdarjev in mlekaric kot žlahte iz ozadja. No, nekaj malega ozadja je Türku ostalo tudi po včerajšnjem porazu. Kljub temu pa je odhajajoči predsednik celo sam ugotovil, da je za njim zmeraj več praznega prostora. Prosim, kar pridite. Vidite, že na to stran se še nekaj prostora. Da se prostor za Türkom tako hitro prazni, je glede na velike dosežke njegovega mandata pravzaprav čudno. Veliko dela je bilo opravljenega, veliko svoje energije sem posvečal ključnim vprašanjem, ki zadevajo Slovenijo in njen razvoj. Ampak saj bo, da se le vreme popravi. Ko se razkadijo decembrske meglice, ko posije sonce in ko bo malo distance, se bo moje delo dobro cenilo. Zdaj je pa res že čas, da se posvetimo zmagovalcu. To je Borut Pahor, ki so mu volivci namenili kar 2/3 glasov. Zanimivo je dodati, da je bilo med Pahorjevimi volivci največ privržencev Janševe SDS. Še več. Pahorja je volilo kar 96% volivcev največje vladne stranke, medtem ko je od volivcev svoje SD dobil samo 77% podporo. Borut Pahor je na nedeljskih volitvah zmagal, ker je obljubljal preseganje delitev. Žal tega nekateri že spet niso razumeli. Le dan po volitvah je Igor Lukšič v imenu stranke SD, ki ji predseduje, napovedal: Slovenija je dobila novega predsednika države. Borut Pahor je dobil podporo velike večine volivcev. To je velika zmaga tudi za nas, socialne demokrate. Pred nami je nov dan, ki za socialne demokrate predvsem pomeni veliko nalogo. Združiti je treba vse leve sile in popeljati na parlamentarne volitve. Seveda pa bo imel Lukšič kar nekaj težav z združevanjem levih sil. Trenutno ima namreč na razpolago le ostarele strice iz ozadja in špekulante ter zaslužkarje iz Pozitivne Slovenije. Čisto mogoče je, da računa še na izvenparlamentarne ostanke strank Zares in LDS, ki jih kot levičarje odlikuje že omenjeni zaničljiv odnos do slaščičarjev, gozdarjev, mlekaric in najverjetneje še mnogih drugih. A to so njegovi problemi. Preden pa začne Lukšič v sicer legitimno združevanje levice mešati Pahorja, je prav, da se spomni, kako je zvečer po volitvah sam odgovoril na vprašanje, ali pričakuje, da bo Pahor kot predsednik države zamrznil članstvo v SD-ju. Jaz mislim, da bi bilo to spodobno do države. Jaz sem tudi večkrat povedal, da si ne želim, da bi bil izvoljen za predsednika nekdo, ki bi svojo strankarsko prepričanje postavljal pred državo. Sicer pa, kaj potem, če Lukšič pozabi? Pomembno je, da se Pahor spominja.